Po 27 letih je Dolenjski muzej letos prvič ostal brez državnih sredstev za zavarovalno arheološko izkopavanje. V zadnjih letih je bil ta znesek okrog 40 tisoč evrov. Sploh prvič so morali letos vlogo za dovoljenje za izkopavanje dopolniti. Najbolj pa nas je v tej dopolnitvi ali pa v mnenju komisije zmotilo to, da naša strokovna ekipa ni zadostna in da moramo predvsem okrepiti strokovno ekipo za tovrstna izkopavanja. Kot drugo, nedavno končani razpis, v katerem bodo izbirali izvajalce za izkopavanja po Sloveniji, postavlja pogoje, ki jim v Dolenjskem muzeju ne bodo mogli zadostiti. Že samo prvi, ki je v bistvu temeljni in osnovni, je strokovna ekipa, se pravi za tovrstna izkopavanja v Sloveniji bo potrebno imeti vsaj 5 arheologov, 5 tehničnih delavcev, mi imamo 2 arheologa, 2 restavratorja in tako naprej. Letos so odkrili 4 starejše železnodobne in 4 grobove iz pozne bronaste dobe. Se pravi, gre za grobove, ki sodijo nekje v čas med 9. in 5. stoletjem pred našim štetjem. Presenetilo jih je število predmetov. Med drugim je bil odkrit tudi grob lokostrelca, se pravi med skoraj 1000 grobovi starejše železne dobe na tem grobišču. Je to prvi grob, v katerem smo našli tudi bronaste puščične osti in poudariti treba oziroma izvzeti treba iz vsega ostalega tudi grob, ki je bil pokrit z poldrugo tono težko kamnito ploščo, v katerem je bil najdena žara in še 3 druge posode. A očitno smo za nekatere moteč dejavnik, pravijo v muzeju. Pravzaprav zato, ker rušimo današnje standarde in normative arheološke stroke, ki jih je postavila nekako po izkopavanjih na avtocesti. Z rezultati, z finančnimi sredstvi pravzaprav odstopamo od vseh današnjih izkopavanj, kjer so sredstva tam, kjer se koplje, enormna. Kljub temu bodo v letni program za leto 2013 arheološka izkopavanja uvrstili in prosili za dovoljenje za izkopavanje. Kaj lahko pa se zgodi, da bo ta delo opravljal nekdo drug.